Danes v Pomurskem dnevniku padec iz 3. nadstropja, cepljenje šolnikov, leto dni od prve okužbe, pouk po modelu C. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kako hitro bi se lahko nepremišljeno dejanje končalo tragično, smo videli v torek v Lendavi. Policisti so namreč ugotovili, da je torkovemu padcu otroka iz 3. nadstropja botrovalo neodgovorno dejanje mame, ki je otroka pustila samega v stanovanju. Slednji jo bo, kot kaže, odnesel zgolj z lažjimi poškodbami. Na Centru za socialno delo Pomurje pa opozarjajo, da se takšne stvari ne smejo dogajati. V Lendavi bi se nepremišljeno in neodgovorno dejanje lahko končalo usodno za 3-letnega otroka. Otrok je skozi odprto okno padel iz 3. nadstropja, ob tem pa pristal na manjšem delu zelenice. Ravno ta pa je očitno preprečila hujše poškodbe. V ambulanto nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Lendava je mama otroka prinesla v naročju in ga je zdravnik razporejen takrat na to delovišče prednostno obravnaval in so ga pol prepeljali v splošno bolnišnico Murska Sobota in so ga v stabilnem stanju tam predali. Otroka so nato v stabilnem stanju prepeljali v Univerzitetni klinični center v Mariboru. Pri padcu je utrpel zgolj nekaj lažjih poškodb, zaradi morebitnih notranjih poškodb pa je ostal na opazovanju. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je mati otroka pustila samega in brez nadzora v stanovanju, zato je osumljena kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. Najprej bi rada izpostavila, da so v bistvu starši dolžni pri izpolnjevanju svoje starševske skrbi skrbeti za otrokovo največjo korist. V korist otrok pa delajo takrat, kadar seveda ob upoštevanju njihove starosti, njihove osebnosti in njihove razvojne stopnje primerno zadovoljujejo njihove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe. Kadar pa starši opuščajo primerno starševsko skrb, pa jim na Centru za socialno delo najprej poskušamo pomagati. Pomoč jim nudimo v okviru naših socialno-varstvenih storitev in dodatnih programov, ki jih izvajamo. Če pa ta pomoč ne zadošča in seveda ob preučitvi vseh okoliščin ugotovimo, da so otroci ogroženi, v takem primeru pa smo potem dolžni sodišču predlagati ukrep, ki ga določa družinski zakonik. Vselej moramo pač upoštevati, kakšna je starost otrok, kakšne so njihove potrebe, kakšen je njihov razvoj in temu primerno potem tudi odreagirati. In če je otrok majhen, vsekakor ni primerno, da se ga pušča samega. Včasih lahko starše zavede otrokova starost in ne pomislijo, česar vse so že zmožni. V takih primerih, ko morda starši ne vedo, kako primerno ravnati, je dobro, da se obrnejo bodisi na center kot institucijo, ki jih lahko usmeri, jim lahko pomaga pri tem, da znajo primerno poskrbeti, vendarle pa moramo pri teh stvarih biti previdni. Če nismo prepričani, raje ravnamo tako, da smo bolj previdni kot pa manj. Upamo le, da bo ta primer, ki se k sreči ni končal tragično, služil kot opomin, da otrok ne gre podcenjevati in je zanje potrebno primerno poskrbeti. V februarju napovedane dobave cepiva so bile izpolnjene. Precepljenost s prvim odmerkom v Sloveniji je blizu povprečja Evropske unije, precepljenost z drugim odmerkom pa je nad povprečjem. Cilj strategije cepljenja je sicer zmanjševanje smrtnih primerov in težkih potekov bolezni COVID-19 ter posledično razbremenitev zdravstva. Tudi rezultati cepljenja v Mariboru so precej spodbudni. Od začetka, ko smo pričeli z cepljenjem 27. decembra lanskega leta, imamo na čakalni vrsti 21 tisoč približno ljudi, ki čakajo na cepljenje.
Seveda vas zdaj zanimajo tudi, kakšni so naši rezultati. V Mariboru skupaj imamo cepljenih z vsemi cepivi 13.597, to so podatki za današnji dan. Z prvim odmerkom je cepljenih 9.340 in pa z drugim odmerkom 4.957. Če smo prej slišali, da so poprečni podatki za Slovenijo okrog 6%, moram reči, da z ozirom na 140.000 ljudi starejših od 19 let, smo mi že skoraj pri 10% tistih, kateri so cepljeni vsaj, se pravi, torej skupno število vseh cepljenih. Ne? Glavna prioriteta ostaja, da se najprej pocepi najbolj ranljive skupine, starostnike in kronične bolnike, že naslednji teden pa sledi začetek cepljenja šolnikov. Pričakujemo, da bi jutri dobili več kot 24.000 odmerkov AstraZenece in držimo na zalogi 15.000 za primer, če ne bi prišla, da bi drug teden začel množično cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, kajti to je v tem trenutku prva prioriteta. Če pa se bo zgodilo tako, kot pač pričakujemo, da se bo naslednji teden na voljo 40.000 odmerkov AstraZenece, ki je v tem trenutku, ko govorimo o zaščiti, najpomembnejše cepivo. Namreč prvi odmerek po 3 tednih že zaščiti cepljenko in drugi odmerek sledi po 12 tednih oziroma 3 mesecih. In potem sledi še 6-mesečno obdobje, kar pomeni, da nas AstraZeneca pravzaprav zaščiti za 9 mesecev in tisti, ki se bodo cepili prihodnji teden, bodo praktično do božiča zaščiteni. Le upamo lahko, da se bo epidemiološko stanje čim prej izboljšalo. Osrednja tema današnje oddaje po sledih napredka je spolno nadlegovanje na območjih nočnega življenja v Pomurju. Območja nočnega življenja, ki vključujejo bare, klube in restauracije, predstavljajo priložnosti za različne oblike nasilja, ki so pogosto pogojene z zlorabo alkohola, tako strani storilca kot tudi žrtve. Poleg tega pa je dodatno nevarnost na območjih nočnega življenja predstavljalo tudi širjenje okužb s koronavirusom. Žal se je izkazalo, da mladi tudi sedaj ne spoštujejo ukrepov, se družijo in na tak način tudi včasih tako malo nepremišljeno širijo virus in ogrožajo druge. Pa da ne bom preveč kritična, podobna opažanja imamo tudi drugod po Evropi, ko naprimer v prvem valu epidemije v okolici Budimpešte beležijo organizacijo zabav za mladih, ki se jo je udeleževala več tisoč glava množica, se zabavali in tako tudi nepremišljeno razširjala virus. Ne zamudite oddaje po sledih napredka danes ob 18:30. Na današnji dan pred letom dni smo v Sloveniji potrdili prvo okužbo s takrat še novim koronavirusom. Od takrat je naše življenje zaznamovano z ukrepi za preprečevanje okužbe. Doživeli pa smo tudi številna zaostrovanja in sproščanja ukrepov. 12. marca je Slovenija prvič razglasila epidemijo. Za 2 meseca se je javno življenje zaustavilo. Zaprli so se vrtci in šole, nenujne prodajalne, lokali, kulturne ustanove, knjižnice in 4 dni kasneje tudi gostinski lokali. Konec meseca je sledil najstrožji ukrep. Veljati je začela prepoved gibanja med občinami. V začetku maja smo ponovno pili kave na terasah gostinskih lokalov. Poletje je tako minilo v znamenju milejših ukrepov. Začeli pa smo tudi dopustovati s turističnimi boni. Ob slabšanju epidemiološkega stanja so se ponovno zaprli gostinski lokali. Vlada je 19. oktobra znova razglasila epidemijo, že od 20. oktobra pa je v veljavi policijska ura. Tudi meje med občinami so se takrat znova zaprle. Konec leta 2020 je začetek cepljenja vzbudil upanje, da se bomo iz epidemije kmalu uspeli izvleči, a prve mesece novega leta spet zaznamuje negotovost, ki jo seboj prinašajo novi sevi virusa. Vlada je včeraj sklenila, da se bo v ponedeljek pouk za srednje šolce začel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki v šoli tedensko izmenjevali. Pouk za osnovnošolce pa se bo nadaljeval po sedanjem modelu, pri čemer bodo morali učenci od 6. razreda ves čas nositi maske.
V prihodnjem tednu se bo začelo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, in sicer najprej za zaposlene starejše od 50 let. V veljavi pa ostaja tudi tedenska obveznost testiranja zaposlenih. Zadnji podatki kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79% otrok in 83% zaposlenih, v osnovnih šolah pa 90% učencev in učiteljev. Delež aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je 0,16%, v karanteni pa je le odstotek otrok v državi. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 10 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 11, v Lendavi pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in postale pogostejše. Meja sneženja se bo spuščala, zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 2 stopinji, dnevne pa okoli 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo v nedeljo ponehala. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -6 do 2 stopinji, dnevne pa od 6 do 13 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.